Lučke ne, ampak lučke so v vsakem primeru. Dajmo povedati nekaj na temo kvalitete projekcij. Se pravi, slika, zvok, kot se šika ali tudi ne. Ja, lih prej smo se pogovarjali, da zvok v amfiteatru je vsako leto kronično slab. Ne vem točno zdaj, zakaj je to. Mislim, da je akustika slaba že na splošno. To ja še razložim. No, to vi bolj veste. Aha, to si v bistvu istočnico zase. Jaz razumem, da smo 4 punce, da je težko povedati. V bistvu me je pravzaprav res zanimalo vaše mnenje, ne? A se opazi to? Mene recimo blazno mot, ne? Verjamem, da tudi filmski ustvarjalci, jaz sem sedel zraven scenarista filma 4 stvari, ki sem jih hotel početi s tabo, ki je takole sedel na stolu cel cajt. Jaz pa tudi, ker sem bral angleške podnapise, da sem razumel film. Unič vzdušje filma, ne, če ni. Točno to sem hotela reči, da v bistvu smo bili vsi veseli, da smo imeli filme angleške podnapise, da smo sploh kaj razumeli, kaj so govorili v filmih, kar je res zelo slabo. Ampak v resnici se znotraj amfiteatra tega res ne da, ne? To je enak problem oziroma enaka težava kot pri Stožicah, ne? Mislim, ko niso izolirani, ne? Preden je bila dvorana akustično izolirana, je bilo to, ne? Postojnska jama efekt in ne moreš narediti nič. In še zdaj, ko so popravili akustiko, je še vedno slabo. Se pravi, meni se tukaj odpira vprašanje, ali je amfiteater pravo mesto za prikazovanje filmov. Ker že glavna dvorana, recimo, sicer ki je akustično veliko boljša, pa vendarle se mi zdi, da ima še, mislim, da ni najboljša. V njih pa Julija in Alfa Romeo, recimo za vsak poljub je zraven še 6 poljubov v odmevu. Pa res ni slabega, ne? Sem preveč noob, da bi vse to opazila. Mene edin, kar v auditoriju me zmeram vedno znova zmoti, je to, da me zebe. V amfiteatru. Pa vse so dehce. Pa letos je bilo ful vroče. Meni je bilo letos prvič vroče v amfiteatru. Pač, kar sem rekla, jaz sem bolj ta noob, pa ne opazim teh tehničnih stvari, ampak pač slišam pa zraven avto, pa netopirčke, pa razbijanje flaš vsak dan ob 9 ali 10. Ena terasen band je bil en dan med res ganljivim filmom. Ne, ampak mislim se, to je del festivala. Recimo, zdaj sem se glih spomnila, ko sem bila pred kratkim v Sarajevu in imajo tudi ta super open air cinema in tam pač med filmom ti začnejo pet pač te mislim, in pač poslušaš molitve večerne med samim filmom, ampak to je del tega, da imaš pač nek open air cinema, ampak se mi zdi pa pomembno, da izbereš take filme, ki tudi pašajo v pač to okolje, na to projekcijo, ki mogoče ni, ne vem, mislim, ker zdi se mi, da glih za Portorož, ker so vsi filmski ustvarjalci tukaj, od tonskih tehnikov do, ne vem, vseh teh strokovnih sodelavcev, je zelo pomembno, da je tudi, veš, mislim, zelo kvalitetna projekcija, ker je to neko priznanje tudi njim v končni fazi. Tu ocenjuje, recimo pač žirija, ki podeljuje nagrade, ocenjuje te stvari in mora biti dobra projekcija, da lahko opazijo, a je dober zvok v filmu ali ni. Mene osebno recimo je letos, mislim, jaz sem pričakoval, da se Vesna za najboljši zvok ne bo podelila, ne? Tako kot se 2 leti nazaj ni. In ker si pravim, jaz pri večini filmov slišaj, mislim, en sam odmev in sam reverb, ogromno enega šepetanja, ki ga pa itak ne razumeš, ker je samo sebi pa občasno eni zelo preglasni sičniki in razni zveneči šeji, ki pol zarežejo in te zbudijo, če ne drugega izkazka bolj meditativnega filma. Bi vsekakor lahko še se kaj izboljšati. Ne vem, mislim, to je vprašanje, ali res narediti neke open air projekcije, ki, ne vem, sicer, ker amfiteatr kot vzdušje, pa mislim, ambient je pa super, ne? Ambient je sigurno super, ne? Mislim, the best in projekcija, big screen, netopirčke, ki letijo mim, to je hudo, ne? Kaj se tudi sprašujem, ne, mislim, zakaj morajo biti vedno samo celovečerni filmi, te, kao, v amfiteatru, v neki tip prime time. Letos se mi zdelo, da je zelo lepo bilo pač to, mislim tudi... Kratki pred celovečernimi, To je bila zavestna odločitev tukaj tudi zaradi tega, ker, kot sem že rekla, pač je produkcija bila pač kratkih filmov zelo na visoki ravni, oziroma pač zelo veliko kvalitetnih filmov smo lahko videli in jaz sem zelo vesela, da smo lahko videli pred vsakim celovečernim filmom tudi kratki film, ker verjamem, da bi tako pač moralo biti povsod, ne. In to je neka praksa, ki bi se mogla storiti. Apropo to, da recimo pač, zdaj ne vem se, da to dejansko rešiti z
pač večjim finančnim vložkom. Težko, ne? Mislim, jaz težko verjamem, da bi se dal zvok v amfiteatru izboljšati do te mere, da bi bil res, bom rekel, tehnično spreman. Ne? Ampak sej, mislim, glih o tem smo se pogovarjali prej, ne, če Portorož tega festivala že tako kot občina ne spreme, tudi auditorij a priori ni zdaj kinodvorana, recimo najem šele letos je v bistvu so nakupili DCP, vedno prej. Prav, auditorij mislim, da je letos kar zelo prišel nasprot festivalu, ne? Jaz mislim, da je bilo ogromno sodelovanja. Ampak mogoče bi malo še... Stvar je tudi o tem, ne? Zdaj zanimivo je, ko pač tako o tem govoriti, ker zdaj govorimo pač Portorož, ja, okej, ne sprejme festivala, pač traja nek čas, da se tudi navada ljudi vzpostavlja. Zdaj pač vemo tudi vmes, recimo FSF ni bil v Portorožu, bil recimo tudi v drugih mestih, ampak potem se zastavlja vprašanje, ki ga zdaj pač naresne. Ljubljana smo rekli, pač nočemo spet v Ljubljani biti, tudi pač slovenski filmeri grejo radi, pa malo na pač vsej, da se... Ja, pač vse en so neke sorte pač počitnice, ne. Ana ima, vem, da dober predlog. Idealno, Ja, čeprav zdaj že obstaja festival na Bledu, ampak moj predlog bi bil, da bi bilo to na Bledu, ker se mi zdi, da vseeno je malo bliže Ljubljani, pa da bi več ljudi tudi mogoče običajnih gledalcev na ta način prišlo. Je, mislim, neka taka turistična lokacija, je nek simbol Slovenije. Vse Portorož je tudi, ne? Ja. A ni tvoj lokal patriotizem potem tisto, kar temu prispeva? Sam ne moreš si kopati septembra na Bledu, tudi če je ful. Težko, ja. Kaj pa ne? No, odvisno, letos... Ti se že lahko. Festival slovenskega filma na Krvavcu po zimi. Smučanje. Zuni. To bi še bolj oddaljilo realnost, pač slovenske filmske pač, realnosti pač od tega, kaj želimo, da je festival. Mislim, slovenski film je podhranjen. Pač to je tako... Pač to je dejstvo, ki še vedno drži, ne glede na to, koliko govorijo, da se bo zboljšal, pač koliko je zdaj enega finančnega vložka, pač tukaj, se vsi vemo, ne, koliko so recimo neki budžeti tudi drugih filmov, recimo evropskih in kakšna raven je pri nas. Glede na to, koliko gre drugim zvrstem kulture, ne, opera, recimo gledališče je pač tradicionalno je ta pač... Tukaj se ne da pomagati, ne, pač Slovencev je pač enostavno premalo, mi smo premajhni, da bi lahko sploh... Zdaj ti zdi, da je to problem, da je premalo gledalcev? Ne, zanimivo je tudi to, da gledalci padajo, da dejansko obisk v kinematografih pada, ne? To je bilo letos tudi izpostavljeno, ne? Ja, mogoče bi mogli pa... Mislim, da prvič pod 2 milijona... Mogoče bi se mogli pa tukaj recimo zdaj sploh na producente nasloviti ta ideja, oziroma pač verjetno, da zdaj tudi sami o tem razmišljajo, glede na to, da so producenti, pa bi morali, ampak da se kakšna spletna platforma vzpostavi, da se pač začne delati na tem, da se da filme pač na internetu pogledati, ne? Slovenske, ker zdaj, da jih vsi loadajo z Partisa in potem se kdo sprašuje, kdo ga je pa zdaj gor dal, ne? In pa se kaže s prstom. To je dejansko primerjaš. Tukaj na tem festivalu je bilo, kot smo prej rekli, 97 filmov, od tega je bo mogoče 10 od teh prišlo v kino, ne? Kratki filmi praktično ne bojo imeli možnosti sploh, ne? Nekateri bojo pač na televiziji, ker so v koprodukciji s televizijami, ne? Vem, da recimo, mislim, da ravno za Dom pevca, ki je nagrajen, mislim, da še ni jasno, kakšna bo kakšen bo. Ravno zato se mi zdi ena izmed najpomembnejših nagrad zadnje čase na festivalu v bistvu nagrada Art Kino mreže, ki omogoči distribucijo pač enega filma, mislim, da bi jih mogli več biti v tej nagradi, da v bistvu dobi distribucijo po celotni Art Kino mreži, ne. Veš tudi to, da gre, ne vem, recimo nek slovenski film, kot je Pot v raj, pač direktno v Kolosej. Mislim, tam ne naredi nič gledalcev tak film. Bi jih pa naredil v Art Kino mreži, ki imajo svoje lokalno vzpostavljene pač mreže gledalcev, ki delajo na svoji publiki. In, veš, mislim, zdi se mi, da se mogoče tudi in producenti, in prikazovalci mogoče malo premalo med sabo komunicirajo, pač pogovarjajo o tem. Ne vem, tudi, a veš, rabili bi nekoga, ki bi malo spodbujal to. Predvsem bi mogli to korak s časom, no. Pač slovenski film, zdaj, pač kar ima producentov tega, je treba se zavedati, da se navade gledalcev spreminjajo in pač, da je en od teh navad je, da že dolgo nazaj se je pač veliko stvari preselilo na internet. Jaz vsekakor ne zagovarjam tega, da pač se ne hodi v kino, jasno, da se ne, ampak jaz recimo na podlagi sebe, ki imam rada film, jaz ga recimo mogoče pogledam na internetu prej, ampak grem potem, ko je na voljo v kinu, še zmer pogledati v kino, ker je čisto druga izkušnja.
Ja, in pač to ne moram dosti pač poudarjati. Zanimivo je, da še ni. Ne? Meni se recimo jaz vidim dve tukaj smeri. Prva smer je, zagotovo so ta, recimo, zdajšnja produkcija. Ne? Na iTunes, kakorkoli so vsi govorili, ja, pa se to ne bo noben kupoval, ampak iTunes promet teče, mislim, isto Amazon in vse ostale storitve tečejo, izjemno tečejo. In zakaj ne bi tudi slovenska? Druga smer je pa še ta, jaz absolutno pogrešam video on demand na spletnih platformah starih slovenskih filmov, starejših slovenskih filmov, ne? S angleškimi podnapisi. Z angleškimi podnapisi za... Jaz sem dostakrat... To sta dva problema, ne? Prvič, naši stari slovenski filmi ne obstajajo na DVD-jih, niti slučajno, so samo na 35 mm. Če bi tehnologijo presnema. Drugič, nimajo angleških podnapisov, Če bi imeli prevajalce. Ja, ne, mislim, ta digitalizacija je tudi seveda, Jaz mislim, da to zdaj bojo te platforme se vzpostavljati s temi evropskimi razpisi. Jaz mislim, da... Ja. Ne, pa veš, vsi ni treba, da zdaj začnemo, pa imamo kar vse naenkrat gor. Dajmo najprej te filme, ki so že v tej obliki, v digitalni, imajo podnapise, dajmo pač s tem začeti, pa pol počas dodajamo stvari, ne. Mislim, ne vem, zakaj bi zdaj kar naenkrat vse naenkrat mogli imeti. Dajmo nekaj narediti. Saj tudi recimo letošnji nek mečken fokus pa strokovnega programa tukaj je bil pač, so bile koprodukcije, ne. In tudi videli smo lahko res dosti koprodukcij tukaj pač... Dobrih koprodukcij, res. Pač nekatere sicer so bile manjšinske, ampak vse, ne. Tukaj, tako mislim, da je danes so poudarili tudi tukaj gosti na zajtrku, v koprodukcijah je zdaj trenutno prihodnost tega, ne. In vsekakor pač zdaj težko je nam reči, mi ne bomo same začeli tega biznisa, ampak zakaj ga nekdo ne začne, ne? Pač 3 evre plačati, pa 5 evrov za mesečno naročnino, koliko se pač dela, ne? Pa pogledati filme. Ok, dajmo si mi zdaj pogledati prispevek, ki je še ostal za pogledati tudi včeraj. Oprostite mi, ker ne vem, kateri prispevek to bo, ampak vam bom pa zaupal takoj, ko se vrnemo nazaj v studio. Nedelja. Prispevka, nazaj smo not, mogoče bo režija pred mano ugotovila, kateri prispevek bomo pogledali. Jaz sem vas hotel malo spustiti svojih krempljev, ampak bo režija sporočila, kateri prispevek bo. Gremo mi ta čas nekaj besed nameniti spremljevalnemu programu. Se pravi, imeli smo tekmovalni program, pa recimo, da zraven priključimo še panoramo, se pravi pregledni program, potem je bil pa tukaj še strokovni program, pa seveda AKTV, zajtrki z avtorji, glasbeni program, ves ta paket. Kako ocenjujete ta, bom rekel, celosten paket, zdaj pa FSF-ja, se pravi, ne samo program, ampak celosten paket? Jaz sem bila sam 3 dni, meni je kul. Ja, jaz mislim, da bi se mogli več delati mogoče na teh strokovnih programih, ker letos je sicer bil, pa mogoče ni bilo toliko zanimivo, ker je bilo res malo ljudi. No, mislim, ta konkretno, ko smo bili recimo mi gostje, oziroma ko smo mi... Smo imeli podcast, ne? Smo imeli pač predstavljali smo svoj podcast, ne? Nas je povabila Sabina Briški iz medije in smo bili zelo veseli seveda tega povabila. Zdaj, glede na to, da res smo imeli dobro debato, ampak pač ni bilo veliko gostov, ne? Zdaj, jaz sem bila vseeno zadovoljna s tem, ampak zakaj pač ljudje čutijo, da pač jih ne zanima to, ne vem, no, mogoče je bilo festivalski. Ja, ampak tudi recimo druge stvari so bile dobro obiskane, ne? Ja, pač vse, kar sem videla, recimo, da je bilo ta producentski, pač koprodukcije, pa te teme so bile dosti dobro obiskane, no. Tako da mogoče samo mi res nismo dosti zanimivi. Ljudje ne vejo, kaj je podcast. Še. Nisem razumel, imamo zdaj prispevek ali ne? Nimamo prispevka, mi odkimuje asistent. Ok, dajmo pa povedati, ker smo bili pri nas in prispevkih o sodelovanju z AKTV. Letos smo se povezali. Jaz mislim, da ste vi najboljši fantje tukaj v tem studiu, definitivno. Naš profesor misli drugače, ampak... A ste kakšne kritike že dobili? Že drugi dan, ampak ne, plus... Ja, pa glede na to, mislim, mi smo bili dosti tukaj v tem studiu, so tudi za kamerami, pač smo videli, kako laufajo stvari. Jaz bi vas sam pohvalila, pač res, ker je bilo z vami toliko profesionalno delati, da... Mehna ekipa smo, ne, pa spimo po 4 ure ali pa 3, pa... Mislim, absolutno tudi vsi gostje, ki so bili prisotni v tem studiu, s katerimi smo se mi pogovarjali, so bili zelo zadovoljni s tem. Mislim, zdi se jim fantastično, da se to tudi dela. Tudi recimo ljudje
ki so bili, recimo novinarji, ki so prisotni na tem festivalu, so bili ful zadovoljni, da jim ni treba zjutraj vstati in priti na zajtrk, dejansko fizično, ampak lahko doma iz postelje na računalniku si pogledajo to. Ja. Mogoče to ni bil glih namen tega, ampak Mislim, namen bi je sigurno pomagal, da je pač prišel do nekih vsebin, do katerih drugače mogoče ne bi. Namen bi bil, ampak se pravim, recimo zajtrki so bili v živo, ker so bili prenašani v živo, so bili gledali tam od 15 pa do 35 maksimalno ljudi naenkrat, v živo. Potem so pa še ogledali na YouTube tam okrog 100 oziroma do 100. Se pravi, če se ne vežem naprej, meni se to še vedno zdi relativno malo, ampak... Tudi mogoče, ker niso ljudje spet navajeni, da Navada. Mislim, da več let se bo to ponavljalo, bolj bo to prišlo nekako ljudem. Recimo že glede tega, rečemo, da pač ljudje, da avtorji včasih ne vejo točno, kdaj bojo na vrsti ali pa kje to sploh je, pač to je nekaj, recimo na večjih festivalih, kjer ne pač spreminjajo, dosti stvari, se ve, so pač ljudje pridejo tja, ker so navajeni, in pač to so bili pač te neke uvere na poti mogoče k temu, če se to vzpostavi kot tradicija, da bo to postalo se jaz. Mislim, nočem biti pretirano optimistična, ampak vsakakor se mi zdi, da pač bo to boljše, že naslednje leto. Kako ste pa vi doživljali pogovore z avtorji? To vam je bil izziv? Mi sicer nismo šli v živo nikoli, z pogovori, ampak kako se... Ja, ne vem, meni je bilo res ful... paranoična sem bila čisto na začetku, ko sva z Bojano, s kom sem bila prvič postavila? Ja, Cvitkoviča, Jana Cvitkoviča. Večerne oddaje, ko smo jih delali. Ja. Mislim, jaz sem delala večinoma samo večerne oddaje, vidim, da sta imela veliko več z zajtrki, ampak je bilo kar naporno, ker pač podcast je samo audio, ne rabaš se z vizualnim ukvarjati. Mi ponovadi brez čevljev snemamo, pa brez modrcev, pač, ker je preprosto tako bolj udobno in je stresno imeti modrcev, če skor med tem, pač govori z Maja ful prikimava, vem. Ne, ampak najbolj mi je bilo pa všeč pač po tem posnemanju, da smo lahko imeli priložnost se res usesti z režiserji in se malo pogovoriti in to je bil meni najljubši del, pač tega dela. Jaz sem naredila samo en pogovor, pa je meni bilo. Pa še to v hrvaščini. Ja, se mučile, se vsekakor moramo povedati, da smo, ne vem, večina nas je to delala prvič, oziroma, ne vem, bila je čisto neka nova izkušnja, nismo se neki zdaj pripravljali na to, pač bili smo vrženi kle v ta bazen, zdaj pa plavajte in... Ja, Ana mi je pošiljala take sezname točk, kaj me zanima, ali to, ali ono, kaj bo, kako bo, zakaj bo, kdaj bo in pa so bili take odgovori. Ne, pa si super. Noč te ne more zares pripraviti na to, da si pa enkrat tukaj, ker že sama, mislim, sam setup je pač te luči, ki ti svetijo v glavo, recimo, pa kamere zopra. Pa zajtrk izjutri, mislim, zvečer je še relativno hladno, pa zjutri, ki klima, pa tam še ena luč, ki zdaj ni pržgana svet, ne, in pa pride noter Igor, ki mu dol teče in... Ne, čeprav meni je zanimivo, kako hitro pozabiš, da so kamere pravzaprav tukaj. Zaradi tega, ker si tako sfokusiran na svojega gosta, ki ga, mislim, ti se mu moraš pač posvetiti in enostavno ostalo ne obstaja, pač saj jaz sem imela doskrat tak občutek. To je najboljši izgovor, da se začneš po filmu pogovarjati z avtorjem. To je tako najboljši izgovor, ker drugače te je malo bed, ne nočeš pristopati, pa nočeš pohvaliti, ne. Ampak tukaj imaš dejansko, ko prisiliš, da se sede s tabo in se pogovarja, ne. Tako da, se pravim, pač meni bo to super, najboljši del. Ok, poglejmo si zdaj pred nadaljevanjem, zdaj pa je en prispevek in če sem prav prej razumel našega asistenta, režije in producenta, ne bi bil to making of, kako smo pripravljali ta studio.
malo še pa bo. Zelena, rdeča, modra. Ja, tako je, ko te križ zagrabijo, ne? Zdaj, ne? Ja, zdaj. Gremo? Dej naredi fotko, ja. Pa takrat, ko boš čak naredil, bo v filmčku ta fotka, ki si jo glih kar naredil. Pazi. In naj. Še malo mi zapišemo. Da razložimo tole neverjetno nezgodo našim gledalcem. Pred kratkim si zaključil Zajtrk z avtorji, oziroma ne Zajtrk z avtorji, Piknik z avtorji. Piknik z avtorji, kjer so jedli tudi ribice in girice in vse druge školjke. V bistvu so školjke jedli, ja. Pa ribice so bile. Pa torta je bila. Torte sploh nisem videla. Nekimi ogromnimi čokoladnimi krompirji. Jaz sem tako, to je bila torta in pa je bila tako taka čokoladna struktura, v bistvu ne vem v obliki česa, zgledal je kap rep od pava, ampak nisem čisto prepričan. Mislim, da bi to filmski trak. Ne, mislim, da ni bil filmski trak. To je bilo za 18. polnoletno leto festivala. Pa bila lahko vsaj rumova. Pa bile rumove kroglice pa, ne? Exactly. Jaz sem ves čas čakal, koliko bo tega polnoletnost, ne polnoletnost, koliko bo. Kafor, pa sploh ni bilo. Ja. Jaz sem bil sam presenečeno užaloščen, ker je še vedno ista voditeljica uvodnega programa in ki ima isti tekst že zadnja 3 leta. Benvenuti tutti, muti smuti. Jaz mislim, da je treba pohvaliti smisel za humor, ker pač obvlada to, kar je zdaj najbolj moderno v humoru in to je ta cringe. Meni je samo to dobro, da vsaj letos pa niso delali izpeljank iz naslovov filmov, ker je pa to tako... Mislim, da lani ali predlani smo na otvoritveni slovesnosti imeli te izpeljanke iz filmov in potem pridemo v Inferno, ko bomo prišli skozi pot v raj. Ampak je bilo pa leto zelo veliko številk, ne? Številke je bilo pa, je pa direktor SFC-ja imel, direktor SFC-ja je kupil iPada, direktor SFC-ja je kupil tablico, da lahko prebral statistiko iz Wikipedije
Zakaj mi dve nismo imeli tablice na zajtrkih? Pa res, Zdaj sem se v bistvu ko bi statistiko brali. FSF ni priskrbil službene tablice. Za katero bi mogli plačati 38 € za najem. No, na primer, Recimo. Super. Okay, dajmo nekaj par besed nameniti mladim ustvarjalcem. Tudi letos je bila bera študentskih filmov kar bogata in letos mislim, da prvič v zgodovini, mogoče se motim, je nagrado za najboljši študentski film dobil film z Univerze v Novi Gorici. To sem tudi jaz opazila. Pa sem mislila včeraj kaj reči, pa pol nisem. Sem hotela biti ta noob, kaj reči, pa to ni Agrafeta. Ne, meni se lani, to je absolutno, da ne bo zdaj ono, kako pa to, ne, pač, ne, se to ni samo umevno, ne, to je super, ne, ampak tako lani, jaz sem prvo pričakoval konc leta, oziroma lani po zaključni, ki je pobral Mensej vse vestne, pa še eno zraven, sem rekel, no, naslednji let pa ne bo Agrafeta nobeno dobil in evo, res je tako. Mislim, da je Valerija Zabret, avtorica tega filma, Oddaljeni spomin je tako dobila res zasluženo to nagrado. Všeč mi je tudi, ker je recimo eksperimentalni film, oziroma ta neka mešanica dokumentarnega, eksperimentalnega in je predvsej... Jana, priznaj, da ti sam zaradi banan všeč. Glavno vlogo ima namreč banana, ki plava po reki. Samo jaz sem umrla, pa takoj sem se nacisla. Ja, v resnici pač res je. Kaj naj rečem? V katero smer mislite, da plovejo, če smo že glih pri tem filmu, banane, mladi filmski ustvarjalci, kako dojemate delo bodočih generacij? Ja, jaz mislim, da je ful pozitivno. Jaz komi čakam tako naslednjih 10 let, ker mislim, da so vsi abnormalno talentirani. Mislim, jaz še nisem videla toliko talenta v neki... Sorry, no, mislim, da sem stara 50, pa že v tem poslu 30 let. Sam ne, res je tako noro, koliko je teh mladih filmskih ustvarjalcev, ki so res dobri, no. Pa mislim, da so se tudi malo znebili tega, da če hočeš narediti film, da nujno rabiš pač 100 000 € budžeta. Mislim, danes res lahko, če hočeš narediti film, boš pač naredil film z mobitelom, z fotoaparatom, ne vem, pač spraskal boš filmski trak, karkoli. Mislim, nekaj, kar je očitno, je ravno to, da je pač vse za moje pojme, kot sem rekla, produkcija neodvisnih filmov, se pravi tudi izven seveda študijskih programov je višja in se mi zdi, da je kar konkurenca. Pač sploh, ko jih gledaš, pač je nekaj, kar se zdaj ljudje že vprašajo, ja, pač, a moram iti jaz na Agrafeta ali pa na kakšno drugo akademijo, ne. Nikoli ni bilo treba. Ja, ampak ne, pač vse je nekaj v Sloveniji, pač je vse in pač je nekaj doprinese k karieri pač filmarja, da je. Ja, pa tudi se mi zdi, da te nove generacije res delajo filme z neko drugo vrsto ljubeznijo. Pa to je super, ker je pač scena zaradi tega ful bolj razgibana, bolj pestra, različni, mislim, avtorji, pristopi. A vidite eno smer ali kako vidite to mlado generacijo? Z eno smerjo ali več smeri? Kako, mislim? Definitivno več, pa tudi se mi zdi, da se... Vidim, da se tukaj zdaj nekako oblikujejo, recimo Visoka šola v Gorici, recimo za animacije in tudi zdaj recimo igrani filmi letos so bili zelo na visoki ravni, se mi zdi, pač, vem, tudi potem Agrafeta, jaz bi letos posebej pohvalila, mislim, nisem mogla verjeti, da bo tekmovalni program kdaj pošla pač TV drama, ne, ampak je res pač ta... mislim, da je ZU, pač Maja Križnik, Živalski vrt, ja, je pač res tako, težko je narediti, ne, z to estetiko, kakršna je pač v TV dramah film, ki je bil po moje bolj napet, pa je imel več te neke energije, ki pa sploh, ki večina pač igranih filmov, no, ostalih, tako. Jaz sam upam, da bosta zanos in elan in drugačna ljubezen do filma, pa drugačen način ustvarjanja, da bojo ponesli to v naslednjih 10 letih tudi če kam drugam. Predvsem upam na to, da ko se bojo ti mladi ustvarjalci začeli dotikati tega establishmenta, če lahko tako rečem, da ga bojo sam zrušili in da bojo naredili kakšno bolj drugo korenito spremembo še v kakšnih višjih strukturah v Sloveniji v filmu. No. Ker se ful bojim, da pač zdaj ta nek mlad zanos in element, potem, ko prideš do teh nekih bolj višjih instanc, te pač sam začnejo dol tišati. In jaz upam, da jih bo toliko, da bojo sam povozili vse, pa bo pa maybe kje kaj drugače se spremenili tudi višje. Ja, mislim, mogoče tudi malo, glede na to, da so to vse mladi avtori, pa
zdaj govorim tako nasplošno, tudi ne samo za študijske, recimo, ne, da pogledajo večkrat več drznosti v vsebini. Ne. Pač zdaj, kleti ravno, ne vem, sploh kratki filmi pa to ti omogočajo to, da daš nek, da si mogoče malo bolj kritičen. No. Pa tudi, ne vem, ne rečem, da morajo zdaj vsi biti pod blazno politično ozaveščeni, ampak te zgodbe se ne prepovedujejo. Ne. In mogoče ta neka hermetičnost, v katero se zatekajo, pa pač ta, ne vem, no. Pač veliko tem je zelo, seveda pač... Klasičnih, socialnih... Ja, pa tudi pač, ne, zelo so fokusirani na sebe, ne, oziroma na pač lastno življenje, kar je super, pač, da imamo, ne, tudi to mora biti zaradi tega, ker pač bomo videli, kako oni gledajo na svet, ne, ampak kritičnosti pa pač ni, no. Pa tudi v kratki formi mislim, da je ful lažji, da v bistvu preizkušaš neke meje, da si upaš iti dol, da preizkušaš neke nove tehnike, sloge pripovedovanja, karkoli že, ne. Ti je to veliko lažje, kot pa, če se tega lotiš v nekem celovečernem filmu. Jaz bi si sam želel, da ne samo številčnost, ja, je fino, da nas je veliko, pa da so različne smeri. Meni je pomembnejše, oziroma si želim sam tega, da bi znali prelesti razlike med nami, ne? Ker ima pa vsak neke svoje ideale, ene svoje motive, ene svoje želje, en svoj način dela. In ja, lahko zrušimo višje inštance, lahko naredimo nekaj več, ampak samo, če se povezujemo, ampak ne bom rekel, ne bom rekel v klasičnem, no to je že primer odličnega sodelovanja med kamermanom in režijo, prijazno režijo po 7 neprespanih dneh. Ne, želel sem reči, da se mi zdi nujno, da znamo sprejemati drug druge. Se pravi, povezovanje na ta način, ne nujno povezovanje z ljudmi, s katerimi pač zaradi različnosti karakterjev ali pa mišljenja ne moreš delati, ampak povezovanje na način, ja, da sprejmeš film. Ja, ta film je drugačen od tega, kar si jaz želim početi, kar jaz počnem, ampak ja, je tudi film in je legitimen in je legitimno dober, ne. Jaz mislim, da je to tisti premik, ki ga moramo vsi narediti. Komplet, rekel, mlada generacija, če želimo neki Ja, jaz mislim, da se to vzpostavlja. Jaz bi si želel, da se to vzpostavlja, pa nisem čisto prepričan, če zaenkrat še vseeno. Meni se ravno zaradi tega zdi ful pomembno, da se čim več pogovarjamo o filmih, kar je tudi ena stvar, ki jo mi z našim podcastom želimo narediti. Ne? In zato je bilo meni tudi ful všeč, da ste vi nas povabili k sodelovanju, da v bistvu na ta način se še pogovarjamo o filmih, razmišljamo o njih, ne vem, pač poskušamo najti neke nove poglede, stvari, karkoli. In se mi zdi, da to sploh še manjka pri nas, da, ne vem, pa tudi to, da si ljudje upajo povedati, da je zdaj nek film dober, kaj si mislijo o tem in da so pač ljudje na drugi strani pripravljeni sprejeti to kritiko. Ne? Ker se mi zdi, da včasih ljudje ne razlikujejo v bistvu med svojim filmom in tem. Mislim, če ti pokritiziraš njihov film, oni to vse vzamejo zelo osebno. Mislim, jaz nimam nič proti tebi kot režiserju, ampak oprosti, pač tvoj film, ne vem, ni bil preveč dober. Daj malo premisli, zakaj ti to govorim, ne vem, mislim, zdi se mi, da rabimo malo te distance, sami do sebe. To sploh mi verjetno bolj tudi nekako čutva, ker recimo, vsaj hočeš nekako pisati v filmu, pa v kritike, pa jaz ne bom rekla, da zdaj osebno imam kakršenkoli problem še zaenkrat, ampak ne vem, no. Pač koliko v ekranu, ko se bo enkrat začeli mečkan več pojavljati, tudi, zdaj, če je večja produkcija, bo več kritik slovenskih filmov, pa bo pa treba se pač mečkan tudi okrog tega odnosa vprašati. Je pa vedno tudi verjetno vprašanje, kakšne so kritike, so to sadomazo kritike, ali so to, Kaj pa so sadomazo kritike? Kaj so sadomazo kritike? Ja, ne vem, to mislim, da nasploh je tako moja laična ocena, da je v slovenskem kritičnem prostoru, tudi na drugih področjih umetnosti je dosti tega, da napišeš kritiko in jo tako publicistično oblikuješ, da zdaj sem pa napisal svoje, ta varianta, zdaj pa imaš, Berto. Ta varianta, ta negativna kritika, mislim, negativna kritika v smislu pristopa. Meni se vedno zdi, da je boljš, da ni konstruktivnosti. Ja, meni se vedno zdi boljš, tako, da se vzpostavlja dialog z neko konstruktivnostjo. Mislim, meni absolutno, če enega filma ne morem videti in med filmom delam to in se zapiram, če ga ne bi videl, je užitek nekaj napisati, tazga, da raztrgaš film in si pol tako, tukaj imaš za tiste 2 ure za nazaj, ampak ni pa to konstruktivno in ni to dobro. Kako je Ana rekla, dajmo odrast.
pač ne biti nedoletni, da imamo pač odrast kot ne samo filmski gledalci in ljudje in avtorji, ampak pač kot človeška bitja. Ne. To zdaj... In ko smo glih par odraščanju in odraslosti, se navežemo še na slovensko politiko in sicer na našo ministrico za kulturo, ki nas je prišla v četrtek, v petek. En dan. Na Zenit, ker sem posnela izjavo, na Zenit je prišla, mislim, da, kaj je bilo to, ne, sobota, v petek je prišla. Nismo pa videli nobenega praktično drugega iz slovenske politike. Bil je na otvoritveni slovesnosti državni sekretar. Slabo vest imajo. Jaz sem to spraševala Ano, preden... Zdaj se dogaja begunska kriza, noben nima časa. Ja, vsi so na mejah, pa dajo plenice noter v kartone. To je fajn, da pride na festival, da te izjava, ne? Meni je bilo všeč, to vprašanje, ki si ti dal, ki si mi prej omenil, kaj si vprašal, kater film je njen najljubši. In je bilo, res se mi zdi zgovorno, da ni povedala, ker ni mogla. Ne, vprašal sem, kater film iz letošnje festivalskega programa je njen najljubši. Ob tem, da je prišla gledati tisti film, mislim, da je bil Zenit. Rekla Zenit. Ne, ampak to je bilo pred filmom, ne? To je bil v bistvu edini film poleg kratkega na tem festivalu, ne? Če si tako malo, pa če rečeš, ja, seveda Zenit, zato sem pa prišla zale, ampak pač ne, lebo tebe. Ne, jaz sem spraševala Ano, mislim, da že enkrat, preden se je festival sploh začel, da festival povab koga, in je bila tako Ana valjda, da povab ljudi, vse, pač politike, sam nihče nikoli ne pride in se mi je zdelo to tako zelo eksemplaričen odnos države do filma. Niti predsednik države, ki pride na vse, na vsako vaško veselico. Ki pride kuhat, letet. Mislim, pride na Bled Film Festival. Čeprav po eni strani mogoče boljš, da ne snema filmov, ne? Tukaj je vedno to vprašanje, a si dejansko želimo, da pride Borut Pahor. No, seveda, se je tudi pomembi ministrica za kulturo, je bil tak zadržan aplavz. Je ploskal, potem se je pa spomnil, da bo mogoče sosed ruknil, pa je nastala ena taka awkward tišina. Ampak lepo od ministrice, da je prišla, se mi zdi to okej. Mislim, tako pa je. Meni se zdi to prav, ne? No, na koprodukcijo. Ne, pač kul, lej. Ne, meni se zdi to absolutno prav, ne? Ampak meni bi bilo to še boljš več dni, ne, v končni fazi. Sej, pač, maybe ona zdaj prebila let, recimo, ker videl sem med publiko ene parkrat urednika igranega programa na RTV, Janija Virka, mislim, da je Jani Virk, pa še koga, ne, in to se mi je recimo zdelo super, tudi mislim, da filmov, ki niso nastali v sklopu RTV Slovenija, ne, meni se zdi to nujno. Tudi to je bilo, recimo, jaz sem govorila z ene par, oziroma z ljudmi, recimo, ne vem, z Pop TV-a, ki so sicer niso v teh programskih bordih, ampak pač je bil nek ta feedback, da wow, ne, zdaj pa letos smo pa videli stvari, ki bi jih pa mi pač imeli, mogoče, ne, in bomo imeli in... To je super, da pridejo headhunting delati sem, ne? Ja, pač mislim, zato pa tudi je, ne. I need a job. Yeah, me too. I need a job. Povemo še nekaj o vzdušju med gosti festivala. Cvitkovič je rekel, da je to prvi festival, ki je zares festival. Ja, jaz ne razumem, mislim, sej razumem, ampak ne razumem, kaj je. Ful bi hodila, da se bolj zjasni, kaj je to. Itak, da je festival. Meni je bilo letos... Vsak ima verjetno neko svojo idejo o tem, kaj bi festival mogel biti, kaj je, kaj ni. Ja, sam me res zanima, zakaj so to... Tukaj dobil nagrado, maybe. No, to je itak skoraj tudi vedno. Zdaj pa je festival. Ne, ampak tako, mislim, meni je itak letos najboljše vzdušje do zdaj. Res, pa ne vem zakaj, mogoče zdaj, ker je ekipa tudi res povezana, ratala, tako ker smo se vsi nekako navadili, kaj se... Uteče se, ne? Uteče se, ja. Veš, kaj pričakovati od koga? Ja, vsi so pač se navadili teh funkcij, ki jih pač upravljajo, vejo, kaj pričakovati in je bilo vse mirno, ker se mi zdi, da v prejšnjih letih smo bili malo živčni. Ne menjati ekipe. Resno. Pa še posebej, mislim, mi smo se ful dobro počutili med agrafotejovci, res je bilo tako sproščeno vzdušje. Pico so nam dali. Pico so, je te vse en tako zdanje, sam tako, no, tako da letos je res super bilo, meni osebno. Ja, meni je bilo tudi ful chill out, I was mostly on the beach, brala sem. Ti si to, ja, v petek prišla, ja.
Jaz sem zmeraj najboljši v desetih. Pač pridem, Bi pa rada delo je A si kako meduzo našla noter? Nisem. Meduze. Ja, okay. To je Iza, Bojana, čaška prav iščak. številka 3, no, da izciljujem. Dobro ti gremo. Mi te z Bojano so mogoče malo preveč bile utrujene, da bi začutile sploh. Karkoli. Jaz sem videla fotke na Facebooku, sploh nisem vedela, da se je toliko stvari dogajalo v auditoriju. Tako vidim, da so neki breakdance ali tam sem tako, kdaj je bilo to? Kje? Ja, Kako? mi smo bili Zakaj? večinoma v dvorani. Smo kot te ubogi hrčki zaprti klep. Pač. Ja. Ampak se rade volje žrtvujemo za dobro slovenskega filma. Mi In že tudi vi nekaj, bi ja. se morali. Mi že nekaj časa nismo videli morja, ekipa. Mislim, sicer Glej ga skozi. hodimo... Ja, vidi tle, no. Čeprav ena gospa, ki je prišla včeraj, je rekla, kaj, to je Sežana. Pa smo rekli, ne, to je Portorož. Ne, kaj jaz sem rojena v Sežani, to je Sežana 100%. Sem rekel, ne, morje je spodaj, Portorož je to Palace Hotel, kazino. A ste dobili kakšne... Kakšen feedback ste dobili glede scene? Glede scene, da te ledice ful šajnajo na obraz in to je rekel naš profesor, kar je pač sicer čist res, ampak da ni to dobro. Videti ti obraze, kako hočemo videti obraze, a ne? Mislim, se jaz si zato Ne, prej sicer full je- make-up ponujajo. Ja, priznam. Izravnalni make-up. Izravnalni make-up. To smo vse pol. Kaza beton neki kaza. Povejmo še nekaj o nagradah na festivalu. Torej, Vesna so bile podeljene. Mislim, koliko 19 smo rekli. Ana ima že beach face gor. Jaz se bom raj skrila. Podarili so se nagrade, ni bila podeljena nagrada za najboljšo masko, tudi ne za kostumografijo. Kar je ful čuden. To je zelo čuden, ja. Glede na to, da je glavni celovečer dobil nagrado za Vesno Idila, ki je žanrski film. Ker je tudi maska mimogrede odlična. Ja, res ne razumem. Res so profesionalno. Zanimivo, da ni dobil za masko. No. Pa za kaj drugega, da je. Ja. Jaz še ne vem, kaj še nisem gledala Idile. Ti povem začeti. Danes gremo gledati Idilo. Aha, ko Čez so projekcije. uro pa pol. Ja, je pa zanimivo, da so v bistvu, ne vem, če mene vprašamo, dve glavni nagradi festivala, oziroma ne vem, to, kar jaz mogoče tudi najbolj opazim, se pravi nagrada za najboljši celovečerni film, pa v bistvu nagrada kritikov. Fipreski za v bistvu najboljši film festivala sta dobila dva žanrska filma, se pravi Idila in pa Psi brezčasja. Pa tudi v bistvu dva filma, ki sta nastala nekako bolj v neodvisni produkciji, z nekimi lastnimi sredstvi, sploh Psi brezčasja. To je, mislim, neka scena, ki jo recimo tukaj v Portorožu večina ljudi sploh ne pozna. Tako da to se mi zdi kar zanimivo, da je letos se to zgodilo. Pa da je eno tako, ne vem, tako zanimivo sporočilo, no, Tudi mene kar veseli to. Mislim, jaz upam, da bo to res spodbudilo ljudi, da, ne vem, se bojo lotili več delati takih filmov. Ja, mislim, meni je bilo super letos, ker nismo bili priča tem melodramam slovenskim, zateženim, ne, melankoličnim, ampak je bilo veliko komedij. Ja, to mi je bilo ful všeč. In to je tudi dobrih. Ja, res so se ljudje smejali, jaz sem umirala od smeha. Čeprav jaz sem pa pogrešal v resnici en film, za katerega bi pa rekel, evo, to je pa moja osebna izbira. Mislim, pri vsakem mi je bilo nekaj super in meni še nekaj mi pa zmanjkalo. In jaz sem res, ko sem razmišljal o tem, recimo, koga bi nagradil, mislim, kateri je moj najljubši film, se nisem mogel odločiti. Moj najljubši film na tem festivalu je Hiške od Darka Sinka. Jaz sem sicer o celovečercih govoril, ampak ja, smo že rekli, da je legitimno nagraditi katerikoli film. Je pa tudi res, da zaradi oblice dela jaz veliko filmov nisem videl. Tako od celovečercev mislim, ne? Ker zanimivo je tudi to, da trije celovečerni filmi, Šiška Deluxe, pa Julija na Alfa Romeo, pa Dekleta ne jočejo, ti trije filmi niso dobili nobene nagrade, nobene Vesne, ne? Le zakaj? Mislim, ne, ampak... Mogoče ne, tudi problem je, ne, ker komedija se itak nasplošno ne ceni, ne. Še posebej, če ni dobra. Ja. No, mislim,
Ne vem, sicer sem videla teh filmov samo enega, tako da me bi posprašujem na vse ostale, še na ostale. Je pa vedno tako, da itak je film subjektivna zadeva in ocena. Tako da tleskajo, kažejo mi, da mi bojo odrezali vrat. Mi moramo še samo to povedati, tako da povedamo, da bomo delali zdaj za naslednji podcast v Trip ljubezni, ker smo si ga pač celokupno zbrali kot film, o katerem hočemo več povedati. Hud klobuk imaš. Tako da podcasti, kje vas lahko najdejo, oboževalci, fani? www.filmflow.si, na Facebooku smo Filmflow, na Twitterju smo Filmflow.tm. Na Instagramu smo Filmflow Podcast, pa smo tudi na mreži Aparatus, ki jo lahko tudi podprete. Jo, Anže! Anže, kupte šalčko do Anžeta. Fino kuda šalca, to je moja najlepša šalca zdaj. Res je. Nobena mi sicer nima sabo, ampak kaj? Verjemite nam na besedo. Punce, ful hvala, da ste bile zraven. Hvala tebi, Aljaž. Hvala tebi. Mi smo cela ekipa. Tako da, ploskamo nazaj. Res hvala. Mi se od vas za zdaj poslavljamo. Sledi še bogat filmski program, pa ponovitve zaključne slovesnosti, pa ponovitve včerajšnjega preglednika, pa ponovitve današnjega zajtrka, pa ponovitev te oddaje, pa še filmski program. Maja bo šla nazaj spat z sončnimi očali. Tako da ostanite še z nami. Zadnjo oddajo bomo imeli pa jutri ob okolik 2 ali pa 15:02 in takrat se bomo od vas, dragi gledalci, poslovili in bomo rekli hvala, da ste nas spremljali in adijo. Za danes pa samo adijo. Čau. Adijo, mami. A zdaj so spet ribice. Ribice. Ribice, ta. Ribice, ta. Zdrave ribice, ta. Ribice.